Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se tebi zatekamo. Torej, danes je sobota in vsak mesec, eno soboto, imamo določeno, da se zbere skupina Marijanske vincentijanske mladine. Tudi tukaj v Kočevju, tako kot v drugih krajih po Sloveniji. Kaj je to Marijansko vincentijanska mladina? Že leta 1830, ko je sestra Katarina Labore videla Marijo, je brezmadežna Marija izrazila to željo, da bi ustanavljala naša družba tudi skupine mladih, Marijanske vincentijanske mladine. To je praktično laično združenje in mladi to združenje vodijo sami, ampak dokler sami še toliko ne zaživijo in ne spoznajo tega poslanstva, spremlja tudi sestra oziroma duhovnik. V Kočevju so te skupine že nastale pred leti, sedaj pa spet oživljamo. Namen je, da bi mladi ne bili sami, da se ne bi čutili sami, da bi bili med seboj povezani, da bi tako skupno reševali svoje probleme, da bi bil njihov vzor Marija in Jezus, da bi delovali v tem smislu in da bi se vzgajali tudi za dobrodelnost. Tako kot je Vincenci želel, da bi mladi pomagali svojim prijateljem, svojim sovrstnikom in pa potem tudi, da bi pomagali drugim, naprimer starejšim. Zato, ko se zbiramo, utrjujemo našo vero in se med seboj podpiramo. Imamo pa tudi delavnice, da po svojih močeh izdelujemo različne stvari in potem to uporabljamo, dajemo, podelimo s tistimi, ki so v stiski. Tako bodo mladi tudi sami kaj povedali o svojem življenju, o svojih izkušnjah tukaj v Kočevju. Sicer smo pa povezani tudi z drugimi skupinami v Sloveniji in potem se bomo pozneje povezali tudi z skupinami v drugih deželah. Pozdravljeni, jaz sem Andrej. Obiskoval sem Marijansko vincentijansko mladino že prej, vendar je skupina pred nekaj leti zamrla, zdaj pa letos pa je začela ponovno zaživeti, ko nas k nam je prišla sestra Barbara. Zdaj se pripravljam tudi za animatorja Marijansko vincentijanske mladine. Včeraj, jaz sem Rok, jaz sem danes prvič tukaj. Zakaj? Ker me je povabil moj prijatelj Hiti. Čutim se fajn. To je pa tudi vse, no? Jaz sem Ivan, star sem 8-9 let. Hodim v 3. razred. Pripravljam se na prvo sveto obhajilo. Že vsem ministriram že 2 leti. To veseli, da pomagaš v sodožupniku. Ja, veseli me že. Lepo, lepo. Sem Mara, stara sem 16 let. Obiskujemo doma. Me zelo veseli, rada se družim s prijatelji. Slišal sem, da si sprejela sakramente. Kdo te pri tem pomaga oziroma nagovorim? Obiskujem že 3 leta pevski dvor, ki vsako nedeljo pripevamo v večernicah. In v bistvu sem imela sošolko, ker je tudi sprejela na Bermo in me je potem podpirala. In tudi ko sem bila stara približno 5 let, je botrca rekla, da bi zelo rada, da bi ona bila med botrca. In se zdaj pač odločila tudi zato, ker tudi verujem v Boga in vse. Lepo, ob tej množici ima tudi botrco pozdravila.
Me pa še zanima, je pa verjetno zdaj, ko si sprejela Jezusa, ko te Jezus spremlja, verjetno življenje lepše. Ja. Bolj se počutam svobodno in res. Tudi poješ, kje pa poješ? V bistvu vsako nedeljo pri večernicah, pri maši. Lepo, pa še tako naprej. Sem Brigita, obiskujem prvi letnik srednje šole in tudi delam. Skupaj s sestro Barbaro smo že pred nekaj leti obiskovali MVM in tudi zdaj smo se obeležili, ker se zelo rade družbe in nam je to res všeč. Sem pa tudi animatorke, ki bove sodelovali na letošnjem oratoriju. Bi pa verjetno tudi ostalim mladim, ki nas sedaj gledajo, priporočila, da se vključijo. Ja, seveda, ker je res fajn, mislim, spoznaš tudi veliko novih ljudi, ki se družimo tudi iz cele Slovenije in je to res fajn. Živa sem Eva, stara sem 10 let, sem ministranka. Ministriram že 2 leti. Te veseli, da ministriraš? Ja. No, lepo. Živa sem Patricija, stara sem 14 let in obiskujem MVM. Sem tudi pevka, pojem v večernicah skupaj z Laro in pač vsako nedeljo pojemo pri Sveti maši. Se to petje, ki pojete pri večernicah, verjetno polepšate tudi ostalim, ki so pri Sveti maši bogoslužijo, ne? Ja, vse tako upamo. Bog da. Pozdravljam vas Marijanska mladina iz Kočevja in vas vabi, Da se nam pridružite! Hvala Jezus in Marija, dragi moji prijatelji, doma pred televizijskimi ekrani po celotni Sloveniji. Še posebej pozdravljam vas, kateri ste z nami preko svetovnega spleta v tujini. Oddajo bom počel za tole mislijo, ki ste si jo zapomnili izpred par let. Ena izmed sester poslednjih v Epitoli po Makedoniji mi je takole dejala. Velike reči mi je storil vse mogoče. Vsak večer molimo s sestrami. Res velike reči mi je storil Gospod. Hvalite in slavite ga z menoj. Danes bomo poskušali oddaji Pot poti predstaviti krščanski red sester Osmiljenk. Bog vas živi sestra Barbara in sestra Marina in dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Lepo pozdravljeni. Enako, pozdravljeni. Na početku bi vas prosil, če se našim gledalcem oddaje Pot poti na kratko predstavita. Ja, jaz sem sestra Barbara Šelih, 34 let že v tej družbi, hčera krščanske ljubezni, oziroma v družbi sester Osmiljenk. Nekaj časa sem delala v pastorali, 9 let, potem malo v domači službi za provinco in sedaj sem tukaj v Kočevju par mesecev, kjer spet učim malo verouka, obiskujem starejše in pa v tem smislu naše karizme, licencije z obiskovanjem tudi starejših v domu in nasploh sledim dogodkom, ki se vsak dan odvijajo. Sreča pa vas, sestra Marina, prosim, da se nekratko predstavite našim gledalcem oddaje Pot poti. Sestra Marina Švaplan, v družbi sem že 47 let in na začetku sem še v družbi naredila šolo za medicinsko sestro in potem sem delala pri bolnikih 33 let v bolnici. Zdaj sem upokojena in delam župniščika za gospodinstvo skrbim. Lepo. Naši gledalci oddaje Pot poti bi še rad obvestili, da smo župnijo Kočevja že predstavljeni in si jo lahko gledali tudi na krščanskem strežniku EKC. Menite, da nam je življenje podarjeno, sestra Barbara? Ja, jaz sem o tem prepričana, da je življenje velik dar in sem se vedno predstavljala, da je to velika priložnost za vsakega človeka. Se mi zdi, da je nekaj podobnega kot kos neobdelane gline, ko se človek rodi, ko prejme
je življenje, to je res predvsem Božji dar in pa dar staršev. In potem iz te neobdelane snovi oziroma nepopisanega lista res lahko vsak po svoje ustvarja. Prav gotovo so različni vplivi in bi lahko kdo rekel, ni življenje dar. Se spomnim enega mladega dekleta, ki je rekla, jaz pa res ne vem, kaj naj naredim s svojim življenjem. Ne čutim, da bi bil dar meni, še manj drugim, in to me nekje prizadelo. In tudi, če mislim na kakšnega človeka, ki je kakorkoli prizadet v svojih zmožnostih za življenje, kako tudi on čuti, še posebej čuti, da je življenje dar in se ga veseli. Tako da sem za življenje sama hvaležna in se tega veselim, te možnosti, ki nam je Bog daje, svobodo. Nam predstavite rit krščanske ljubezni, sestre Odsmiljenke? Ja, naša družba je rojena v Franciji v 17. stoletju in kar dva ustanovitelja sta na začetku te nove ustanove, svet Vincenci Pavelski in sveta Ludovika Marjak. Družba je nastala praktično v Parizu na klice, na izzive tistega časa, ker je bilo veliko revščine na podeželju in v mestih, 30-letna vojna, verska vojna med protestanti in katoličani, potem še vse druge nesreče in tako so ljudje bežali iz podeželja v mesto. V mestu ni bilo stanovanj, veliko beračev in najdenčkov, zdravstvene razmere obupno v tistem času niso poznali še bolnišnic in tako so ljudje resnično veliko trpeli, tako na duhovni ravni, kakor na materialni, na obeh področjih. In potem je Gospod poklical preprostega duhovnika Vincencija Pavelskega, ki izhaja iz juga Francije, je imel pač svoj življenjski načrt, da bo postal duhovnik, Gospod, tako kot je bilo takrat mišljeno, da bo lažje živel in po nekaj letih pa se je srečal s to revščino in počasi odkrival, da ima Bog z njim drugačen življenjski načrt. In tako se je potem posvetil službi ubogih, potem pa je znal, je imel tudi to karizmo, da je za sodelovanje znal pritegniti druge, tudi laike. No in praktično je družba nastala iz zametkov gospa krščanske ljubezni, ki so, lahko rečemo, današnje karitativne skupine, ko je Vincenci neke nedelje kot mlad duhovnik na eni župniji pripravljal se za mašo, so mu prišli povedati, da je neka družina v bližini, ker so vsi bolni, in to je potem kar uznano pri maši in povabil ljudi, da obiščejo to družino. In ljudje so se trumoma odzvali. Potem pa je Vincenci videl, da je to lepo, ampak ni zadosti, da je treba organizirati takšno dobrodelnost. In tako so iz teh skupin potem se razvijale še v drugih župnijah, to je bilo v tej župniji Šatjon, potem še v drugih župnijah in so bogate gospe plemkinje tudi se udeleževale tega karitativnega dela. Med njimi je bila mlada vdova Ludovika, ki je iskala svojega duhovnega voditelja, no, in potem je izbrala Vincencija. In tako je bila odlična priložnost, da je Vincenci Ludoviko pritegnil v to delo. In tako so nastale te skupine, vendar se je videlo, da bogate gospe plemkinje niso primerne, da bi obiskovale revne družine, skromna uboga stanovanja in bile so pripravljene finančno podpreti načrt. Vincenci pa Ludovika sta pa videla, da bi bila kmečka dekleta zelo pripravljena za to delo, ki bi jih bilo potrebno najprej vzgojiti in za to pripraviti. In tako je Ludovika zbrala prva dekleta v Parizu
potrebno v tistem času in oba sta bila prepričana, da bodo sestre nadaljevale praktično to delo, ki ga je Jezus sam upravljal na zemlji. In večkrat pravi Vincenci, kaj je delal Jezus na zemlji? Hodil je od kraja do kraja, bolnike ozdravljal in učil, prinašal ljudem veselo oznanilo. In to boste delali tudi več sestre. Ljudem boste pomagali duhovno in materialno v bolezni in pa jih tudi poučevali. Ne samo o veri, ampak tudi osnovnega, najprej brati pa pisati. To je bilo za tisti čas potrebno, ker so bili ljudje nepismeni. In tako so nastale sestre, hčere krščanske ljubezni, ki so pa bile zelo izjemne. Namreč, do takrat so razni ustanovitelji poskušali ustanoviti družbo, ki ne bi bila pod klauzuro, vendar nihče ni uspel. In Vincenci pa Ludovika sta se zelo trudila, da ta nova družba, nov red ne bi imel klauzure, ker drugače ne bi mogli obiskovati in pomagati bolnikom. In tako so povsod, Vincenci je naročil sestram, ve niste redovnice in če vas kdo vpraša, povejte, da ste preprosta kmečka dekleta, ki ste poslane za to, da boste pomagali ubogim bolnikom. In to je potem Vincenci uspel, da je družba v cerkvi ves čas, tudi danes, uživala neko izvzetost, izjemnost, namreč, da ni zapadla tistemu klasičnemu redovnemu življenju, ki je pač ustanovljeno za drug namen. In tako so prve sestre šle na Poljsko, potem pa v vse kraje po Evropi in danes delujejo na vseh kontinentih. V Slovenijo pa so sestre prišle najprej v Maribor, že 1843. leta, v Ljubljano pa 1852. Tako da že tudi v Sloveniji kar lepa zgodovina tega poslanstva, ki so ga sestre upravljale med bolniki. Sestra Marina, kako ste vi ste večji del svojega življenja preživeli v bolnišnici, predvsem tisti mlajši gledalci, pa tudi starejši, bodo vam sedaj radi prisluhnili, kajti velikokrat je bila vera preizkušena. Ja, res. Najprej sem bila opravila 7 let na pediatriji, pri malih otrocih, ker sem se toliko veselja doživela med njimi. Potem pa sem bila poslana v Ljubljano na onkološki. Namreč takrat je nadškof Pogačnik prosil naše predstojnike, da bi le poskušali poslati sestre nazaj v Slovenijo vse nekaj. In tako smo bile 73. leta poslane na onkološki. Seveda smo mogli takrat podpisati, da bomo dobili v civilni obliki. Bolniki in tudi osebje je vedelo, da smo sestre. Tudi lepo so nas prijeli, imeli zaupanje v nas. Jaz sem pa tudi zelo vesela, kljub težkemu delu, težkim bolnikom, da sem lahko stala preizkušnjah ob strani. Takrat je bilo, mnogi so želeli duhovnika, ali pa takrat še to zelo strogo, vse pod nadzorom. In bilo je treba imeti dovoljenico, da je duhovnik prišel iskati. In sestre smo lahko pisale te dovoljenice. In ker sem jih imela veliko podpisov dovoljenic, seveda podpisati mogo tudi bolnik. Veliko bolnikov se je želelo duhovnika, ali imelo poguma, da bi dal podpis. Potem pa seveda velikokrat smo tudi tako omogočili, da so prišli še duhovnik skrivaj. Potem smo ga tudi zaslišali glede tega, ali ker nismo mogli ničesar dokazati, smo pač rekli, da to nismo na nobenega pritiska delali in tako, in takrat smo imeli tudi mir.
niso več, smo pa prezmerani tako pod nadzorstvom, če kaj spreobračamo. Velikokrat je bilo lažje prositi kakšno drugo civilno sestro, da ona pokliče ob neprimernem času duhovnika, s tem bi bilo lahko rečeno, jaz ga nisem klicala, če bi bilo to tak, ko so nas imeli. Drugače pa to so, na te bolnike se tudi človek nekako tak stik dobi, ker ga pač spremljaš do konca življenja. To so bolniki, ko se vračajo nazaj na kemoterapijo ali na mesečno, ali potem, če so se vzboljšali na dan časa in tu se pač naveže en stik in si povezan z njimi in oni dobijo tudi eno zaupanje vate in tako in jih spremljaš potem do smrti. Velikokrat je bilo res težko, ampak mislim, zmerno sem tudi jaz prijemala od njih, se veliko lahko naučila od njihove tudi prežljivosti, želje po življenju, kljub težavam so imeli veliko željo, da bi živeli. Jaz sem Bogu hvaležna, da se lahko bila med njimi. Ste zelo lepo povedali. Je pa verjetno, če je sestra še redovnica, tako kot vi, jih lahko tudi podprete v molitvi, oziroma jim znate vsakodnevno Božjo besedo tudi lažje na nek način predočiti in je bolezen in tudi tisto stanje v bolnišnici, verjetno to slažje s Božjo pomočjo. Tako. Mislim, da so bolniki čutili, da sem tudi molila za njih. Ob tem sem se za lepe trenutko spomnila ene gospe iz Prekmurja. Doma so me gostilno, priimka se več ne spomnim, ampak ona je zmeraj rekla, da gospod Kučar hodi k njim in rekla, no, ko se bo me zboljšalo, vas bom povabila in mesec dni boste pri meni. Ampak nisem vedela, ali je verna ali ni verna, ampak ko je odhajala od nas, takrat me je pa stanje se mi poslabšalo in ona me prijela za roko in stiskala, molite zame, molite zame. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pod poti. Slišali smo eno lepo pričevanje, predvsem tiste mlajše, starejši gledalci so se tega malo spomnili, teh težkih časov. Kako bo mlado dekle začuti, da jo Bog kliče v ta lepi duhovni poklic? Ja, verjetno so to različni načini, skoraj gotovo. Pri nikomer ni povsem enako, ampak dejstvo pa je to, da ne pokliče nikogar tako zelo direktno kot po telefonu ali ne potrka na vrata, ampak vrata so srce, na katere najbrž trka počasi na različne načine. Lahko so dogodki, izredni dogodki v življenju nekega mladega človeka ali pa čisto običajno življenje, neka želja, ki jo čuti v srcu, da bi se daroval Bogu, da bi posvetil svoje življenje Bogu. Verjetno na ta način, kolikor sem že slišala razne zgodbe posameznih fantov oziroma deklet, duhovnikov, sester, ki so pripovedovali, kako so se odločili. Res, apostol Pavel je na izreden način doživel svoje spreobrnenje in svojo pot, pri nas pa vedno ni tako, da bi padli in potem oslepeli in videli čisto neko novo obzorje. Želja, ki se oglaša, pa spet utihne, pa zopet oglaša in nekateri so načrtno želeli utišati to željo, ki se pojavi v srcu, ampak Gospod ni odnehal, je vztrajal in potem so mu morali odgovoriti. Je pa verjetno lažje, če družina, če mladi človek moli, vedno obiskuje Sveto mašo, verjetno prej lažje začuti ta Božji klic. Prav gotovo, ker je ta stik z Gospodom močnejši in bolj prijateljski in potem je tu tudi takšna ugodna zemlja, ozračje, v
v katerem se poklic razvija in raste. To je gotovo. In če družina podpre mladega človeka, je gotovo veliko lažje. Čeprav poklici zorijo tudi tam, kjer ni nobene osnove in človeško gledano nobene možnosti, so presenečenja, ampak za nekateri je to težko, če doživlja razklanost. To nejevoljo staršev, ki se ne strinjajo z odločitvijo, z izbiro mladega. Veliko lažje je, če je tukaj skladnost in če starši podprejo, če se zavedajo, glavno je, da bo moj otrok srečen in da bo tam, kjer ga Bog želi imeti, ne pa tam, za kar ga mi predvidevamo, ali bo nasledil gospodarja, ali prevzel doma, ali ne vem kaj. To ste zdaj zelo lepo povedali. Kako pa postaneš sestra osmilnega, verjetno so med našimi gledalci oziroma gledalkami tudi takšna dekleta, ki si bi takšno vprašanje postavila in bi vas prosil, kako bi odgovorili. Torej, v današnjem času je malo več informacij o tem, o različnih redovih, ki obstajajo v Sloveniji. Sem srečala kakšno dekle, ki pravi, čutim veselje, da bi se Bogu darovala, ampak ne poznam sester, ne poznam, nimam izrecne želje za nek določen let. In takrat pač v Mariboru vem, da obstaja Center za duhovne poklice, kjer je veliko literature in pa tudi usmerjajo glede na to, če nekdo izraži željo. V glavnem, če dekle čuti željo, da bi se Bogu darovala, potem išče, kje bi bilo njeno mesto, v katerem redu, kajti vsak red ima nekaj specifičnega, čeprav v osnovi je povsod evangelij, ki ga živimo, vendar pod različnimi mavričnimi pogledi, pod različnimi koti. Vsi posnemamo Jezusa, vendar nekateri bolj njegovo obožstvo, naprimer Frančiškovi redovi, pri nas, pri usmiljenkah, pa občudujemo njegovo učlovečenje, da je postal eden izmed nas, se približal človeku, mu podal roko, mu skušal pomagati, torej postal njegov služanek, služenje. Pri nas je bolj to. No in naša provincialna hiša je naprimer v Šentjakobu. Dekle, ki čuti to željo, morda sreča kakšne sestre na terenu, v kakšni drugi skupnosti, dobi tam z njim stik. Ampak veliko sester v našem redu pravi, nikdar nisem poznala nobenih sester. Pa me je Bog vodil, ne vem kako, da sem se srečala in našla pravo pot. Včasih so to spovedniki, duhovniki, ki so malo usmerili, dali naslov ali rekli, obrni se tja in tja. V glavnem, če Bog kliče, pokaže pot in tudi potem pomaga, da mlado dekle ali pa fant lahko uresniči ta poklic. Potem, ko pošlje prošnjo oziroma naveže ta prvi stik z odgovorno sestro, potem je seveda treba videti, ali še kakšno šolo že izbrano končuje dekle, ali je že končala, ali bo tukaj treba še nadaljevati, ali kakorkoli. V glavnem je ta prva doba, ki se ji reče pridi in poglej, da se približa, malo odbliže pozna življenje, delo, poslanstvo sester in tudi družba sestre vidijo, ali bo dekle zmogla to pot ali ne. Potem je spet naslednja stopnja večjega približevanja, ko ji rečemo novicijat, takrat pa že je sprejeta dekle, že pride in se uvaja v karizmo družbe, v duhovno življenje, v duhovnost in spet na koncu te dobe vidi, kako je, ali bi to bila njena pot ali ne. In potem, če to vidi, da ja, napiše prošnjo in potem postopoma je dokončno sprejeta v družbo, po določenem času. Tako da obstaja dosti dolgo obdobje, da dekle sebe preizkusi in pa tudi da družba vidi, če je to res poklic
poznam polno sester, ki so rekli, videli smo sestre, pa smo rekli, jaz bi tudi bila takšna sestra. Pa ni vedela kaj dosti več, šele potem se je to poglabljalo, to spoznavanje in pač utrjevanje poklica. Kdaj pa sestra dobi svojo redovno obleko v obljubah? Takoj že pri vstopu v novicijat. Samo pri nas je preprosto, ima samo belo ruto, drugače že vse tako kot sestra in od vstopa v novicijat se še štejejo leta poklica. Potem po novicijatu, ki naj traje 2 leti približno, pa dobi tudi modro ruto, modro pečo in to je to zunanje znamenje. Potem pa v našem redu prve zaobljube naredimo med 5. in 7. letom poklica, tako da je spet še čas od prijema poslanstva pa do obveznosti zaobljub. In potem tudi to obveznost, podaritev Gospodu vsako leto obnavljamo. Nimamo večnih zaobljub, ampak vsako leto na praznik 25. marca po vsem svetu vse sestre obnovimo svojo podaritev Gospodu. Je ta obleka specifična, verjetno se od drugih redov loči? V zadnjem času zelo delamo na edinosti v različnosti. Take uniformiranosti, kot je veljala do pred nekaj let, danes več ni. Zaradi tega, ker sestre delajo v tako zelo različnih okoljih in morajo biti prilagojene služenju v službi. Recimo misionarke v Afriki imajo drugačno obleko, ki je primerna za tisto vročino, za tisti pesek in tudi drugače v drugih, naprimer v Alžiriji, v muslimanskih deželah sestre sploh ne morejo nositi zunanjega znamenja, ampak so povsem prilagojene dekletom oziroma ženam tistega okolja. Ampak v srcu ostane ta edinost, enotnost, služenje. Je sveta maša molitev potrebna? Oziroma, Bog je potreben v tem svetu? Verjetno je, tega se pa ljudje, večina malo tudi zavedamo. Ja, mislim, odgovarjam zase oziroma za nas, za sestre, to je edini smisel. Drugače bi naše življenje ne imelo svojega smisla, ker tudi naša pravila oziroma konstitucije postavljajo v središče Evharistijo kot osišče, okrog katerega se vse potem vrti. Ves dan, vsa dejanja, vsa dela. In Vincenci nam večkrat reče, lepo spustite delati, brez obhajila, brez Evharistije, brez premišljevanja, bodite prepričane, da ne bo šlo. Lahko ste neke delovke, tako humanitarne, ampak je vprašanje vztrajnosti, zvestobe, moči, ki prihaja iz sakramenta in samo to daje resnični smisel našemu poslanstvu. Imate morda čas za razvedrilo? Ja, tudi. Oblike so različne, prav gotovo, ampak v dnevnem redu ima prav tako pomembno mesto kot molitev. Torej, zelo poudarjeno je ravnovesje med delom, molitvijo in razvedrilom oziroma počitkom, ker to ohranja potem tudi moč za služenje in je potrebno za zdravje, čisto preprosto. Ker, če si predstavljamo na zelo težko delo pri bolnikih, dan za dnem, in je mogoče skušnjava za kakšno, da je imeti razvedrilo izgubljen čas ali nepotreben čas, da je pač potrebno delati, ampak to je zmotno in to je past in to je lahko ena taka skušnjava, ki potem vodi do prehitrega izničenja. Ne bi šlo. Nam lahko predstavite Vincencijansko leto? Ja, Vincencijansko leto smo začeli lani s praznikom svetega Vincencija, 27. septembra,
in se zaključuje letos spet ob njegovem godu septembra. To je namreč jubilejno leto, 350 let od smrti obeh ustanoviteljev, Vincencija in Ljudovike. Oba sta umrla isto leto. In v tem letu želimo, da bi predvsem poživili to njihovo karizmo. 350 let je že določeno obdobje, lahko se navede prah na vsem tem, da to poživimo. Kaj bi danes na našem mestu naredila Vincencija in Ljudovika? Kako bi odgovarjala na današnje izzive? In tako je ustanovljena mednarodna komisija iz strani lazaristov in pa sester Usmiljek, ker smo pač sorodne duhovnosti, ista duhovnost, da pripravljajo temo, mesečno temo za razmišljanje, ki jih potem dobimo in lahko to premišljujemo, se poglabljamo, torej na svetovni ravni, potem pa imamo organizirana srečanja tudi na narodni, na nacionalni ravni. Pri nas je bilo že nekaj teh srečanj iz strani sester in iz strani lazaristov. V to pa je vključena tudi cela vincencijanska družina. Namreč v zadnjih letih ne govorimo samo o dveh družbah, ki jih je ustanovil Vincenci oziroma Ljudovika, o misijonski družbi lazaristov in pa sester Usmiljek, ampak o Vincencijevi družini v širšem smislu. Sem pa spadajo Vincencijeve konference, Zveza mladih, ki delujejo v Ljubljani, Vincencijeva družina, Marijanska mladina, potem otroci čudodelne svetinje in še kar nekaj takih vej. Celo v Ameriki je protestantska skupnost, občuduje in se navdihuje iz Vincencijeve karizme, v Indiji muslimanska skupnost tudi, tako da ta karizma vincencijanska presega in prerašča razne verske meje, narodne sploh in tako v tem najširšem smislu poteka to vincencijansko leto. Za praznik svete Ljudovike 15. marca so bile velike slovesnosti v Parizu, tako v katedrali Notre Dame in pa v naši centralni materni hiši na Rivivac v Parizu. In potem septembra bo zaključna slovesnost v Rimu. Medtem pa seveda delujemo vsaka veja te družine na svoj način. Imamo tudi skupne projekte, tako je bilo v preteklih letih boj proti lakoti. Smo se združili vsi v zbiranju sredstev in tudi v osebni pomoči. Zdaj v tem letu pa je bila naša ciljna dežela Haiti in to že pred potresom, ker je resnično ena najrevnejših. Sedaj po potresu je pač potrebna toliko večje pozornosti, tako da tukaj se združujemo v molitvi in v dejanjih za te skupne projekte. Potem je pa še drug zelo pomemben projekt z naslovom Dream, sanje, ki ga vodijo lazaristi, sestre in pa še skupnost iz Italije, ki deluje preventivno na področju zdravljenja AIDS-a. To v Afriki, ker če se pravočasno odkrije okuženost in se začne zdraviti, se vsaj otroka reši, da se ne rodi že okužen oziroma da mati ostane živa. Tako pri takšnih skupnih projektih nekje se združujemo, povezujemo in pa sveda delamo na tem, da se med seboj tudi poznamo. Potem obstaja tudi misijonska skupina Miseli, ki deluje predvsem v Španiji, da se mladi lahko pripravijo leta misijonskega dela skupaj z misionarji ali pa našimi sestrami. Kajti prej nisem omenila, da je naša družba tudi misionarska in veliko sester deluje tudi v misijonih
prej so svoj čas delali na Kitajskem, v Čilu in povsod. Od teh vej vincentijanske družine, ki sem jih pravkar omenila, je tudi možnost pridruženih članic. Namreč čisto na začetku so bile žene oziroma plemenite gospe, ki so začele karitativno delo in od tega časa se je ohranila mednarodna organizacija imenovana Ženska karitativna zveza. In z mnogimi članicami zelo dobro deluje danes po svetu. Nam so pridružene članice, ki tudi pomagajo v istem duhu, so poročene, upravljajo svoje delo, ampak obiskujejo bolne, ljudi, ki so v stiski, hočejo na vsak način pomagati v svojih močeh in so deležne naših molitev, skupnih molitev. Tudi tukaj v Kočevju zelo dobro deluje gospa Nada, ki zbira starejše ljudi v domu, k molitvi, marsikaj sama speče doma in razdeli osamljenim starejšim po domovih in take podobne dobrodelne akcije sama organizira tudi. Prej ste omenili, kjer vse sestre Osminenke delujejo v tujini, ste morda tudi povezani preko interneta, imate tudi svojo spletno stran? Ja, danes je zelo pomembna ta povezanost. Sem že prej omenila, da sestre delajo na vseh 5 kontinentih, tudi v skrajnih točkah, sedaj v Sibiriji in na daljnih otokih so odprte nove postojanke in imamo to srečo, da lahko hitro prejemamo medsebojna obvestila po internetu in tako smo bili v teh katastrofah zelo hitro obveščeni. Vrhovna predstojnica nas povezuje in tako se res čutimo kot ena družina in takoj take nesreče prebudijo solidarnost. In sestre večkrat izražajo, da želijo biti urgentna skupina, ki bi bila zelo premična in prožna in bi lahko hitro hitela na pomoč. Pri nas, tisti, ki poznate RKC, nas lahko najdete na internetu. To bodo naši gledalci tudi zdaj videli na ekranih, vašo spletno stran. Ja, tako da lahko sledite vsem tem dogodkom, svežim, ki se dogajajo in tam še več izveste o sestrah Osmilenkah. Lahko tudi postavite vprašanje, obstaja tudi forum in v ta forum se večkrat oglašajo splošne za molitev z raznimi vprašanji, ker z marsikom se ne poznamo, vemo, da so zanimive teme, ki morda marsikoga zanimajo in se lahko obrne z raznimi vprašanji, pa bo klepetalnica. Slišali ste, spoštovani gledalci in gledalci, predvsem tisti mlajši ste tudi dobrodošli, da kaj vprašate. Kaj je tisto o vas, sestrah Osmilenkah, da ste tako blizu ljudem, bolnim, preizkušeni? Ja, mislim, da službo pri bolnikih lahko marsikdo opravlja. In prepričane smo, da jo lahko marsikdo bolj strokovno in še boljše opravlja, kakor pa mi. Se nimamo za neke eksperte. Ampak kar pa je važno za nas, pa kar nas bi moralo ločiti od drugih delavcev, zdravstvenih naprimer, pa je naš duh, ki nam ga je zelo vsajal v Sveti Vincenci, ustanovitelj. In vprašal je navadno sestre. Sestre, vi morate dobro vedeti, kaj je duh vaše družbe. Duh vaše družbe je ponižnost, preprostost pa ljubezen. Potem mora biti označeno vaše služenje. In res, kako naj se človek približa ubogemu človeku, naprimer, ali bolnemu zviška. Vse je čisto jasno, da je zato potrebna ena preprostost, pristop,
ponižen pristop in pa seveda potrebna je ljubezen, kakorkoli že izražena. Naše služenje ne sme biti v prvi vrsti denar ali pa preživetje, da delamo nekaj za to, da pač preživimo, ampak zato, da res v osebi svojih bližnjih vidimo, odkrijemo Jezusov obraz in tam njega srečamo in da smo prepričani, da njemu postrežemo bolniku. To bi nas moralo označevati. Seveda smo samo krhke človeške osebe, ljudje in to vedno ni možno. Nas lahko presežejo te zahteve, ampak naš cilj je, naš ideal je in truditi se želimo za to. Ste v svetu in niste od tega sveta, kaj pomenijo te besede, kajti z nami ne samo, da so gledalci po celotni Sloveniji, tudi preko svetovnega spleta RKC, tudi tisti, ki še niso spoznali Božje besede in te besede so toliko globoke, da bi vas prosil, sestra. Ja, Vincenzo nam je tudi vedno rekel, pravi, vi morate zelo spoštovati vse druge redovnice, tiste, ki so za samostanskimi zidovi. Ampak vedeti pa morate, da morate biti več bolj krepostne, ker ste v svetu in tu je vaše poslanstvo. Vaši samostanski hodniki niso samostanski hodniki, ampak so ulice, mestne ulice in vaša kapela, kjer ste pri maši, ni samo vaša hišna kapela, ampak so župnijske cerkve, ste med ljudmi in vaše zastrto obličje, to ni koprena, kot je pri drugih redovnicah, ampak mora biti sveta skromnost. In to je to, kot je Jezus tudi rekel, apostolom pošiljam vas v svet med ljudi. In to je Jezus sam delal, bil je z ljudmi, bil je med ljudmi, ampak ni pa se posebno priličil v svetu. To je to. Tako tudi mi smo v svetu, ampak ne moremo biti v vsem čisto tako, kakršen je svet. Ne moremo se vsem čisto zenačiti. Potem bi se pač izgubilo tisto poslanstvo, ki ga imamo. Torej, zelo spoštujemo in zelo smo srečni, da smo lahko z ljudmi. Moramo pa se vedno v vsakem trenutku zavedati svoje poklicanosti, ki je, da bi znali pričevati Božjih pesmi v svetu. Vam pa prijetno pri tem tudi zelo pomaga vera. Ja, prav gotovo. Vse to je na podlagi, sem že prej rekla, če tega ne bi bilo, če ne bi vedeli, komu smo dali besedo, če ne bi zaupali, da nas nekdo pošilja, potem seveda tega ne bi bilo. In vera daje moč tudi v različnih preizkušnjah, tudi takrat, ko naprimer ne žanimo uspeha, ne žanimo vidnih sadov svojega dela ali morda, ki je v svetu tudi ne sprejetosti, tudi to se lahko zgodi, ampak nad zato, Jezus je rekel učencem, če vas kje ne sprejmejo, potresite prah, pa pojdite naprej. In sicer je v glavnem se sestre povsod dosti lepo sprejete in zaželjene med ljudmi in tako da. Vse sorte pa se dogaja seveda. To je res. Kaj je približili na srce našim gledalcem oddaje poti, ki so verjetno tudi veseli, da so spoznali zopet en novi red sester Smilin in ste ga pravzaprav približili našim gledalcem? Ja, torej zame je to lepa priložnost, da se lahko srečam oziroma predstavim morda nekomu, ki se ne srečujemo na cesti, ki se ne poznamo. Sem hvaležna za teh nekaj minut, ki sem jih lahko preživela z vami. In sama beseda pot me zelo nagovarja. To je zelo lep simbol in predvsem mislim tole,
da vsak od vas, vsak izmed nas ima svojo življenjsko pot. In iz tega se mi zdi, da izvira veliko medsebojno spoštovanje, kajti Gospod vsakega kliče na osebno življenjsko pot in ga na oseben način spremlja, tako ali drugače, hočeš ali nočeš. In vem, da ima vsak svoje lepe, pa tudi težje izkušnje, ampak se mi zdi, ko govorimo o poti, da smo popotniki vsi skupaj v tem življenju in se mi zdi potrebno, da se na tej poti znamo pozdraviti, si znamo podati roko in da se znamo podpreti, če je to potrebno, in da si tudi znamo podeliti veselje. Kajti, če nekdo po poti tava sam, če hodi sam, je pot dolgočasna, naporna, če pa dobimo spremljevalce, sopotnike, pa pot lepše in hitreje poteka. In tudi to, kot je rekel naš pesnik, srečen ni, kdor srečo uživa sam in gorjemu, ki v nesreči biva sam. Torej, na tej poti je lepo, da lahko hodimo skupaj, da si lahko pomagamo, se spoznavamo in si delimo vse to, kar doživljamo. In te sreče, te medsebojne povezanosti želim in vsem zagotavljam tudi svoj spomin, vsem tistim, ki ste spremljali in obiskali to oddajo. Sestra Barbara, od srca se vam zahvaljujem za pogovor v svojem imenu, v imenu televizije in pa še posebej v imenu naših gledalcev. In vam želim, vam in vsem sestram, obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Prav lepa hvala. Prav lepa hvala. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, še vedno sem v oddaji Poti. Tukaj bomo predstavili gospo, ki pravzaprav krajša čas, oziroma jih pomagajo tudi sestre usmiljenke, in prav je, da ji predam besedo. Bog živi. Lahko poveste vaše ime pa priimek? Vaše ime je Antonija Dubrčič, ne? Ja. Vi pravzaprav živite sami. Pomagajo vam sestre, ste zadovoljni z njimi? Z sestrami ste zadovoljni? Ja. Kako? Vas pridejo obiskat? Kako? Vas sestre pridejo obiskat, ne? Ja, pridejo obiskat, ja. Sestre. Sestre, ja. Ja, to so vsak dan pridejo. Že zjutraj me prinesejo zajtrk, ne? Pole me prinesejo kosilo, pole še kaj, dali kakšno pecivo, ne? Ja. Tako da strašno skrbijo, za mene. Lepo. Tudi k sveti maši vas pridejo, ne? Ja, ne gre dosti, ampak kadar prijem, ne, me pa prijedejo. Tako se, pod roko se pijemo, ja. Lepo. Bojim se, da ne bi pala, veste. Jaz sem pala po stopnicah in tu je težko. Je pa verjetno molitev tista pa sveta maša, ki vam še daje moč, ne? Ja. Ja, tam. Ste pa že veliko let počevali, ne? Ja. Koliko jih je to? Koliko let? 30 let, ja, koliko je to? 53 let sem prišla v Čevje. No in to smo tukaj, ja. Tako da si pravzaprav življenja ne bi morali predstavljati, če ne bi bilo teh sestre v Svinjem, ki vam pomagajo, ki vam stojijo v strani in Bogu hvala, da imate, ne? Ja. Jaz otroke imam, ne samo. Otroci imajo svoje obveznosti, ne? Otroci imajo svoje obveznosti, jaz sem jih imela 5 otrok. Pa so 3 umrle, že velike
Hčerka je bila stara 13 let, en sin je igral leukomijo, sin je bil star 17 let, je bila nesreča, je umrl brez tam. Ta tretji je imel baraka, moža je pokal. Je bilo grozno. A vas Božje poučuje še vse skupaj. Jaz se vam zahvaljujem, da ste nekaj povedali, oziroma pričevali za naših gledalcev, da je pot poti in vam želim obilo Božjega blagoslova, predvsem pa tisto počilo pri Bogu. Bogu hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti. Sedaj gostim eno prijetno gospo, ki verjamem, da vam bo imela še kaj veliko dobrega povedati, se veliko dobrega naredi in je prav, da se našim gledalcem oddaje Pot poti predstavi. Krulič Nada, sem Kočevske ceste, Kočevje, sem pomagal pri sestre, ki so imele dosti dela, ko sem se priključila njihove delu, obiskujem bolnike v domu, Kočevju, rada pomagam, sodelujem pri Karitasu, imamo 2-krat na mesec molitve, prvo soboto v mesecu in 13. In še pomagam pri župniji na vrtu, kopeli, sodelujem pri bolnikih, ki imamo sveto mašo, tukaj v domu, kaj spečemo, pripravimo, da jih pogostimo v domu pred božičnimi prazniki, pri veliki noči, velikonočnem prazniki, imamo sveto mašo v domu, gremo tam, pomagamo s Karitasa, pripravimo jih kakšna darila, pol še jih obiskujem 2-krat na teden, imamo molitve. Kako pa pravzaprav, ko pridete do njih, pa se verjetno težko pričakujejo? Oni me več čakajo na hodniku, več so tam v kapeli, čakajo, da jih pridem, več takoj obvestim se po domu, po sobah, pol pripravim kapelo, žgem svečke in pripeljem na vozičku. Mi pomagajo včasih tudi sestre, tem se priključi tudi s času sestra Barbara, pridem v pomoč, tam jih malo molimo, rožni venec, molitve za vse duhovne poklice, za vse našo župnijo, naše duhovnike, naše sestre, ki so zelo pridne. Skupaj se delujemo, se radujemo, molimo, si pripovedujemo in tako naprej. Imate tudi družino, ne? In kako družina gleda? Družino imam tudi, imam moža, 2 sina, vnuke, se radujejo z mano. Zdaj smo se veselili, smo imeli sveto birmo, sem bila birmansko botra, krstna botra. In tudi moj sin je zdaj za botra, gre v Ljubljano, od moje sestre, šerkinemu sinu je zelo priden fan, dela, pomaga tudi v župniji v Ljubljani. Vsi dobro smo se, veseli smo, se radujemo ena drugega, skupaj se delujemo. Tako se. Hvala Bogu. Je pa verjetno molitev pa sveta maša tista, ki vas povezuje. Ja, se veselimo, zdaj smo bili zadovoljni, se mora zahvaliti gospodu župniku, gospodu Koplanu, ki so dosti delali z našim dragim sestram, ki mi dajo moči, da lahko delam dobre besede. Hvala se. Tudi se zahvalim gospodu župniku Šentjakovu, gospodu Jožetu Župančiču, sestri Bernardi, sestri Rafaeli, vsem sestram, naši dragi sestri Marini, sestri Barbari in vsem. In vse tistim, ki so bile prej tukaj, se zahvalim vsem, sestri Kristini, sestri zahvalim se vsem, ki so z mano sodelovali, našim dragim bolniki,
bolnišnice hodim, tudi tam na tista sestanek, da so ti bolniki so zelo veseli, ko vidijo, da se zanje nekdo zanima, ne? Žrtvuje, ja. Ja, zelo so veseli. Zahvalim se vsem našemu domu, ki so tako prijazne, sestre do bolnikov in vsem se zahvalim. Posebno pa vam, Gospod, tukaj. Tudi jaz se vam zahvaljujem za tale pogovor, želimo obilo Božjega blagoslova. Ja, želimo se, ja. In predvsem naj si... Zdravje, moči in vsega, kar potrebujemo za dušo in telo, da se bi še naprej tako radovali, eno drugega in veselili. Točno tako, to se tako lepo poveda in naj vam bo Bog bogat v večnosti. Hvala za. Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Še vedno smo v oddaji Pot poti in sedaj se na obisku pri sestrah Usmiljenkah v Mariboru na Štajerskem. Prisrčno pozdravljam predstojnico, sestro Cvetko v oddaji Pot poti in Bog vas živi. Na pričetku bi vas prosil, če se našim gledalcem oddaje Pot poti predstavite. Ja, kot je gospod že rekel, sem sestra Cveta ali Cvetka, eni me kličejo tako, drugi drugače. Doma sem iz Zidike, bolj blizu Podčetrtka, sestra sem že 40 let, zdaj sem tukaj v Mariboru, kjer smo majhna skupnost, samo 3 sestre, starejše, vendar smo srečne, ker nas je Bog postavil prav v to mesto, da tukaj lahko naredimo kaj dobrega tistim, ki nas potrebujejo. Sedaj bi vas prosil za predstavitev del sester Usmiljenk v Mariboru. Kot sem že rekla, smo samo 3 sestre, vendar nas to ne moti. Imamo se rade med seboj, skušamo biti odprte za ljudi. Vemo, naš poklic je prav to, da priskočimo ljudem, kolikor in kjer nas potrebujejo. To so največkrat posamljeni, žalostni, depresivni ljudje. Potem so brezdomci, ki prihajajo po sendvič, kaj toplega, starši nas prosijo za varstvo otrok, kadar so v stiski, ki jih nimajo kam dati, sprejmemo kakšno študentko na stanovanje. Zlasti smo pa veseli, ker imamo stik z mladimi družinami. Prosim, če nam predstavite Anin sklad. Anin sklad je nastal pred dobrimi 10 leti. Na pobudo prav nas, sester Usmiljenk, ker smo želeli pomagati v Sloveniji tistim, ki so trenutno najbolj potrebni. Po molitvi smo spoznali, da so to prav mlade družine. Skrbelo nas je tudi to, ker tako pada število prebivalstva, otrok je premalo. In potem smo sklenili, da bomo nekaj sredstev, ki smo jih nazaj dobili od denacionalizacije, namenili prav v ta namen. In smo skupaj z drugimi redovniki in redovnicami ustanovili ta Anin sklad, ki je v pomoč mladim družinam, tistim, ki že imajo več otrok, pa težko skajajo, in drugim mladim, ki imajo mogoče samo enega ali 2 otroka, pa so še odprti za življenje. Seveda ne izključujemo tudi drugih, vendar neke prioritete so. Ali lahko pri tem delu plemenitem oziroma pri tem pomoči sodelujejo tudi dobrotniki? Seveda se pravzaprav zaradi njih Anin sklad sedaj obstoji. Podpiramo ga, kot rečeno, redovniki in redovnice, tudi nekatere ustanove, tu in tam kakšno podjetje. Največ sredstev pa prihaja prav od dobrotnikov, tako imenovanih malih ljudi, tistih, ki si pravzaprav odtrgajo od svojega, da dajo redni ali občasni prispevek za te družine. Velikokrat se tudi naši gledalci, oziroma tudi vsi ostali premalo zavedamo, kako nas Bog ljubi, nas ima rad. Kako pa mladino nagovorite za Jezusa? Ravno to je vprašanje. Kako mladino nagovoriti za Jezusa? Mislim, da bi jim morali, tako kot vsem ljudem našega časa, najprej predstaviti pravo podobo Boga. Tako mi, starejši kristjani, kot tudi mnogi, ne vsi, imamo še vedno malo napačno predstavo Boga. Boga, ki stalno nekaj zahteva, ki je strog, skoraj Boga stare zaveze. Bog pa nas, kot ste rekli, ima rad in o tem je treba mladim spregovoriti. Mlade imeti rad, se jim približati tam, kjer so,
V cerkvi so gotovo tudi dobra rešitev gibanja, ki jih je že kar nekaj. Jaz osebno doživljam prav veliko veselje, ko srečujem mlade na ulici, ko grem zjutraj k maši, srečujem, gredo tudi v šole. Če ne morem, mlade ljudi pogledam, vrnejo mi na smeh, mladi so odprti, samo mi bi se jim morali bolj približati. Potem ta teza ne drži, da je mladina pač takšna, kot se velikokrat v medijih govori. Verjetno manjka tisti vzdor nas starejših in je tudi mlade pač treba razumeti na njihovi mladosti, ki pač je ta tempo pač je malo drugačen od tistih nas starejših. Vsekakor. Najprej jih razumeti, potem vedeti, da takšni, kakršni so, se niso naredili samo sami, čeprav so tudi soodgovorni za svojo podobo, ne? Ampak dejansko smo jih ustvarili starejši, okolje, v katerem živijo, miselnost, ki je danes. Torej, razumeti jih, pomagati jim, to miselnost prav razumeti, potem pa opravičevati, kadar je nasilje med mladimi, takrat je zato, ker nimajo idealov. Če mlad človek nima ideala, razvija. Je pa družina verjetno tista celica, s katero pravzaprav se skupaj izhaja, tudi nobena šola ne more nič narediti. No pa se spet vrnemo k družini, ne? Kot sem rekla, najprej podpreti družino, vsa pastorala. Veliko prizadevanj cerkvi bi moralo biti usmerjenih in jih je. Naši škofje, naši duhovniki imajo ogromno skrbi za družino in vsi bi želeli pomagati. To, da spremeniti je treba nekaj drugega, še to splošno miselnost. Ne? Tudi sami se veliko ukvarjate z mladimi. Kako pravzaprav se počutite v vprašanjih, ki jih pravzaprav tare te mlade, oziroma kako pravzaprav jih pravilno voditi? Tukaj sem zadnje leta imela lepe izkušnje s študentkami, ki so stanovale pri nas, nekatere še stanujejo. Sestre smo jih odprto sprejele, one so sprejele nas in potem so nam lahko zaupale svoje težave. Je bil alkoholizem v družini, problemi v šoli, nerazumevanje strani staršev, nesrečna ljubezen, vsem tem so prihajale k nam in če jim znamo prisluhniti, se lahko marsikaj reši. Biti jim je treba blizu. Je pa verjetno, če človek v molitvi potem tudi sliši Božji klic lažje, kot pa če živi v tem hrupotempu življenja. Tako. In ta dekleta, ki so pri nas, recimo, ne živijo istega življenja molitvenega, kot ga živimo sestre, vendar od tega le nekaj prejmejo, prvo molimo zanje, drugo same povedo, kako se dobro počutijo v tem umirjenem ambientu. In če me ne bi imele vere, da bo Bog vse stvari obrnil enkrat na dobro, da tudi to, kar mi zmedeno iščemo, tavamo, nas skrbi, da vse to Bog sprejema in da to gre naravnost v Božje ušesa in Božje srce in da pri Bogu nobena molitev ni neuslišana. Kaj bi povedali na koncu našim gledalcem oddaje Pot poti? Ob tej besedi poti mi pride na misel, vsak človek ima svojo pot. Verjetno ste tudi na to mislili. Koliko ljudi, toliko poti. In vsi vi, ki boste mogoče to oddajo gledali, že hodite po neki poti in jaz sem kar prepričana, da hodite že po dobri poti. In vam želim, da bi na tej dobri poti vztrajali, zlasti, da bi hodili po poti dobrote. Takrat se človek nikoli ne zmoti, če hodi po poti dobrote. Zahvaljujem se vam za pogovor s potem. In vam, ter vsem sestram usmiljenkam, želimo obilo Božjega blagoslova na vseh vaših življenjskih poteh. V naslednji oddaji bomo predstavili samostan Olimje, zelišča Cerkev, več ne povem in morate biti v družbi naše televizije. Lepo vas pozdravljam, dragi moji prijatelji, z starim krščanskim pozdravom, Pane Jezus in Marija.